Švedski metal se je posodobil, ker vam niso bile všeč tiste luči spredaj. Zdaj nima več dvojnih s tistimi malimi lučkami, kot jih ima testni V60 na posnetku, ampak ledice spodaj in ogromen znak Volvo tukaj. Da bo jasno, da je kitajski. Švedski. Sicer pa gre za lep avtomobil. Zelo skladno oblikovan, ravno prav, oglad in zaobljen, deluje prestižno in zadržano hkrati. In kot takšen je odlična alternativa tistim, ki se ne želite šopiriti z Audi, BMW in Mercedesi. Še cenovno jim ne konkurira, ker tale stane kar 60 000 evrov. Ja, saj boste dobili veliko vsega, oprema je zelo bogata, ker ima navigacijo, usnjene sedeže, Big 7 žarometa, varnostne dodatke, kot so City Safety, opozorilnik na zapuščanje voznega pasu in vozila v mrtvem kotu, pa radarski tempomat, praktično vse. Tudi digitalne merilnike, ki jih lahko s tem gumom spreminjate, če imate raje drugačen izgled. Ok, dovolj opisovanja, položaj za volanom je dober. Sicer je obroč še vedno velik, ampak kot avto paše in je zelo debel, tako da super sede v moške roke. Lepo je nastavljiv in tile sedeži so krasni in udobni. Tudi prostora je v kabini dovolj, čeprav glede na mere avtomobila sploh ne veliko. Predvsem prtljažnik je zelo majhen. Samo 430 litrov ima, kar je na ravni za vsaj razred manjših avtomobilov. Najbolj moti, da je tako nizek, tako da veliki predmeti ne gredo van in potem se večina vpraša, zakaj bi sploh kupil karavana. Verjetno samo zaradi izgleda. Ker prostor je pa res lepo obdelan. Ni za umazane škornje, samo za fine torbe. Do tukaj je vse pričakovano, razočaral pa me je tale novi Volvo V60 pri udobju med vožnjo. V bistvu podvozje, ker pretrdo obleži luknje. Dinamične vozne lastnosti naj pusti ostalim konkurentom in se usmeri v bolj udobne vode, ker vožnja sama še zdaleč ni dinamična. Avtomobil deluje v krajših ovinkih težko in okorno. Motor D4 je z oznako in močjo nekje na sredini ponudbe in zadovoljuje malo bolj zahtevnega voznika in čeprav tovarni pravijo, da je poraba 5,2 litra, je v resnici 7. Tudi sicer boste morali kar konkretno raziskavo narediti, da boste našli prave podatke za tegale V60. Na uradni slovenski strani so nejasni, slabo prevedeni, da je kar groza in prav nič ne pomaga k dvigovanju ugleda te znamke, ki je zelo fina. Na koncu sem ugotovil, da takšen kot je tale sploh ne bo več na prodaj. Zato moram prav pod okrog motore pogledati, da vidim, če ima 1, 2, 3, 4, ja, ima 5 valjev. Prometni piše 1984 kubikov, 120 kW, to je 163 konjev. Novi pa bo imel z isto oznako D4 4 valje, 2 litra in 133 kW, to je 181 konjev. Takšen 4-kolesnim pogonom z oznako D4 bo imel 5 valjev in večjo prostornino, pa D5 še več moči tudi. Šibkejši in manjši 2-litrski D3 bo tudi imel 5 valjev. In samodejni menjalnik bo zdaj imel 8 prestav, ker tale ima še vedno 6. Torej dobro se pozanimajte pri nakupu. Ima pa tudi sistem start-stop, ki izklopi motor še preden se ustavite, kar je v kolonah kar nadležno. Za toliko denarja bi vseeno lahko kakšne stvari še malo bolje naredili. Po občutku je še vedno enako dober kot prejšnji model, torej še vedno dober. Zunaj pa malo lepši. Da bi ga poprečen Slovenec zamenjal za Audija ali pa BMW-ja, to pa kar težko verjamem.